Ja, s temi rondoji se tudi da diplomirati iz pogovora, ne? Ker Mhm. pač je zakonodaja, čeprav kdo temu oponira, precej na široko zapisana, ne? Živijo, tokrat v moji vdaji Jan David se pogovarja z mano, učitelj vožnje in pa lastnik avtošole Šmarca, Borut Žagar. Borut, živijo. Pravo, Jan. Povej, kako si danes imel kaj službenih obveznosti ali si privoščil čist soboto? Večinoma je bila sobotna sobota, ampak telefon nikoli ni ugasnjen, tako da enih par zadev vedno ostane tudi čez konec tedna. Pa se sej za vikende se voz običajno, ne? Tudi sej ljudje imajo največ časa, mislim. Ja, vozi se v bistvu vsak dan. Vikendi, prazniki, potem si pa vsak učitelj vožnje sam kreira svoj delovnik, ne. Tako kot Mhm. gostinci smo ponovadi pol čez kakšen dan v tednu več prej, tako da to si pač vsak sam skreira. A pa so kakšne omejitve glede tega, recimo, zdaj si predstavljam, da če bi se hotel en inštruktor z nekim dobiti, a so kakšne omejitve, ne vem, da ti lahko do 10 ure voziš ali se lahko tudi ob 3 po noč bi načeloma zmenila pa vozila. Ja, zdaj so neki posebni novi časi, ne, ker smo bolj omejeni in z gibanjem in z urami in tako naprej, tako da zdaj absolutno ja. Pred tem pa v bistvu ne. Ni bilo omejitev kakšnih posebnih, razen kar se tiče delovnopravne zakonodaje, 8-urni delovnik in tako Ja, naprej. ja. Kaj se povozi, pa ne. Aha, zaprav bi se pol dejansko lahko. Ampak zdaj pa verjetno morate pa ob 9 biti fertik, ali je to izjema. Načeloma je kar treba v 9 zaključiti, ker potem kasneje imajo potem kandidati probleme, ko se vračajo domov, tako da nekako gledamo, da kar delamo do policijske ure. Tako, ja. Upajmo, da čim prej lahko spet začnemo ob 3 po noč voziti, ne. Povej mi zdaj, glede na to, da si učitelj in pa lastnik avtošole, da mi povej, kako se je sploh ta svoja zgodba začela z avtošolo, kako si prišel v te vode. Od kje te zanima delo z ljudmi? Deloma naključno, delamo pa, bom rekel, kar pričakovano. Za šolo vožnje je začel oče. Jaz sem se pridružil v študentskih letih, ko sem imel malo preveč časa, je oče to videl, ne, pa je rekel, daj boš ti malo prek študenca začel delati za mene. Jaz tu naivno, ja, pa bi probal, ne, ker pač me je zanimalo, ni mi bilo pa glih blizu, ne. Nisem se nikoli v to poglabljal, kaj je on delal. Kar naenkrat me on vpiše v usposabljanje, kar naenkrat ratam učitelj vožnje in dobim potni nalog in prvi karton. In vse, kar mi je rekel, lej, tule imaš ključe od avta, tule imaš karton, tule imaš nalog, poberi ga. Prav spomnim se vzdiš, ime mi je bilo Marko, prvemu kandidatu. In rekel, voz. In jaz ono, ja, kam ga naj peljem? Ja, tja približno k sebe na prvo uro vožnje. In tako se je začelo. V bistvu vržen sem bil v vodo in začel sem plavati. Se pravi, v bistvu ni bilo toliko. Kako pa sploh v bistvu izgleda to, kako sploh oziroma kako takrat razumem, v bistvu ni bilo nobenih nekih izobraževanj za učitelje vožnje, danes je verjetno to čisto drugače, si predstavljam. Ja, to je bilo 20 let nazaj, takrat je bil še mal Teksas na tem področju, skratka licenco si dobil praktično v parih tednih ali pa, bom rekel, v mesecih. Danes to traja neprimerno dlje, s tabo se ukvarja veliko več ljudi, tako da ko prideš iz tega šolanja ven, si že kar sprofiliran. Medtem ko v mojih časih je bilo to vse tako, bom rekel, vse bolj na feeling. Tako da ja, v zadnjih 20 letih se je to precej spremenilo, ja. Kako pa danes postaneš učitelj vožnje, recimo? Osnovni pogoji so končana 5. stopnja, nekaznovanost, starost 24 let in pa to usposabljanje, ki traja cirka pol leta. Bom rekel, na neki srednješolski ravni je didaktika, motorika, psihologija, motoroznanstvo, tako da ko se te posamične izpite naredi, potem pride tista vožnja, ocenjevanje, potem se kandidati za inštruktorje izmenjajo, tako da delajo v dvojicah, kakor se temu Aha, reče. razumem, ja. Pač en čas usposablja en, drug čas je nekdo drug v vlogi kandidata, Razumem. tako da so zanimive situacije že prej, preden sploh dobijo pravega kandidata. Ampak recimo zanimivo je, mora biti, da vosta dva, ki bosta učila, ne? Pa mogoče dela kakšne zanalašč napake, karikiram Ja, pač.
Ja, se morajo kar malo naprej zmeniti. Sploh za izpitno vožnjo malo pogolfajo, pa reče, lej, bom jaz tam zgrešil, da boš pol pravilno povedal. No. Ker Aha, drugače je to kar težko, ker izpitna vožnja je precej težka pod drugim očesom izpitne komisije. razumem. Pa dajva se kar, recimo, po mojem je to zelo zanimiv poklic, biti učitelj vožnje, pa predvsem mora biti kar živčen poklic, si predstavljam. Daj mi povej, kaj so mogoče top 3 stvari, ki bi jih zdaj naštel, da se ti najbolj vtisnilo v spomin, pa da se ti je zgodil na cesti s kandidatom. Mogoče ne po krivdi kandidata, mogoče tudi kaj, ne vem, da je kdo trobil v avtošoli ali pa ne vem, si ne predstavljam. Dogaja se marsikaj, ne, na cestah tudi sam videvaš, ne, marsikaj, zdaj marsikaj je bilo hecnega, marsikaj je bilo resnega, na srečo nikoli, bom rekel, kakšnega usodnega, bom rekel, ali trka ali dogodka. Je pa tako nasplošno, no, prometna kultura zadnjih 20 let skozi moje oči se je malo izboljšala, ker včasih, bom rekel, so mojim kandidatom piskali vsakič, ko je avto ugasnil, ne, ker vem, pač voziti za šolo vožnje je tako, ne. Marsikdaj ti gre malo na živce, ampak pač mi moramo učiti kje druge kot na cesti. Včasih je tudi problematično, ko kdo ne razume prometnih pravil, pa nas potem kasneje kliče pa reče, ja, tam ste pa tako vozili, tako ne bi smeli, skratka nam on malo sodi pamet. Aha, se to dogaja. To so te zadeve, ki so vsakodnevne, no. Prav posebnih dogodkov se ne spomnim, a veš, jaz se bolj spominjam izpitnih voženj in pa ljudi, ki sem jih spravil do vozniškega izpita, ki so bili posebni. Ali so bili, bom rekel, posebni v tem smislu, da so bili, ne vem, gibalno omejeni, tako kot domač povedano, invalidi, taki kandidati so največji izziv. In spraviti nekoga, ki težko pride do izpita, je na koncu in za kandidata, posebej pa za mene, bil res največji uspeh. In takih, rečemo, se najbolj spomnim. Ne. Ali pa bi rekel, delal s temi mladostniki, AMA kategorija, to so te, ki delajo izpit za moped. Ti so tudi po domač povedano kamikaze, ne, ker v bistvu gre v svet prometa, bom rekel, še s čisto glavo, naivno, ne. Ja. In to je izziv za marsikatera učitelja vožnje, večinoma sploh noben noče delati s temi mladostniki. Zame pa to izziv. Pa verjetno moraš biti še malo starš, ne, v bistvu, pri teh mladostnikih, ne. Kot učitelj vožnje moraš biti vse. Bom rekel, moraš biti psiholog, moraš biti tudi mami po oči včasih, moraš biti friend, skratka pa dober taktik, ker v bistvu ti moraš najprej kandidata pripraviti za vozniški izpit, potem pa kasneje tudi za življenje. In to vse moraš združiti v relativno nizko število ur, ne, ker pač vsi pa stremijo k temu, da bi bili pač čim bolj efektivni, ne, ker pač vsaka ura nekaj stane in mi smo zmeraj pred kar velikim izzivom, da zadovoljimo te želje. Ne. Moramo jih pa vedno. Ne. Koliko pa recimo največ ur, ki jih je kdo imel? Evo, to vprašanje po mojem zelo zanimivo. Ja, rekord je zdaj že kar enih 15 let star, bil pa je 196. Bila je ena vdova, ki se je pač po smrti svojega moža odločila narediti vozniški izpit in je bila zelo vztrajna. Tako da mi smo vztrajali z njo in na koncu je uspelo. Očitno dovolj vztrajna, ne, če je uspel. Ampak ja, sej tle je tako. Vztrajnost je tista, kar na koncu naredi rezultate. Ne. Sploh pri teh, bom rekel, težjih kandidatih, ne, ker je motorika slaba, mislim slabo, ker tudi bi rekel, sama psihomotorika celostno ni okej. Tisti morajo res iti čez sebe, da naredijo ta zrelostni izpit. Ampak recimo, a pa se zgodi tudi kdaj, recimo, da nekdo, bom rekel, pride do 40 ur, 50 recimo, pa pol dejansko se odloči, ne bom več delal izpita in ostane brez izpita. Je tega veliko primerov ali? Se dogajajo in sicer pač kle so posredi finance. 90% ljudi pride v avtošolo oziroma po novem se reče šola vožnje, z nekako za ciljem, da bo nekje okoli minimalnega števila ur vožnje. Se pravi 20, 25, 30 je že veliko. Ampak dejstvo je pa takšno, da povprečje se pač le začne pri tej številki, kot sem nazadnje povedal, 30, 35 in tako naprej.
Tako da potem se zatakne pri financah. Ne. In potem, ko se zatakne pri financah, je hitro konflikt med kandidatom in učiteljem, še večji konflikt je potem pri starših, ker ve se pač, da starši v večini primerov so finančni ministri. In potem starši začnejo, bom rekel, pritiskati na učitelja vožnje, da ga ne izpit, zakaj ga ne date. Rečemo, ravno včeraj sem imel en tak pogovor po telefonu, ne. Ja, nabijate ure vožnje. Ne. In potem sva skupaj prišla do ugotovitve, da mi tudi ta trenutek, če bi hoteli, ne moramo nabijati ure vožnje, ker imamo to koronsko situacijo in smo imeli lockdown in imamo gužvo. In mi v bistvu smo tisti prvi, ki si želimo, da bi vsak kandidat čim prej naredil, vozniški izpit. Tako da to smo nekako potem skristalizirali in je tudi ta mama razumela, ne, da mi razumemo njo, ampak da pač enostavno hči rabi še nekaj vožnje več. In dogaja se, ja, da pridejo potem do tazga konflikta, da rečejo, ne zaupam, jaz bom kar vzel izpisanco, grem v drugo šolo, v drugi šoli je zelo podobna zgodba, potem se zgodi, da se tak človek si malo naredi pavze. Zanimivo je, rečemo, ta teden se spomnim, en kandidat mi je pisal mail, ne, in mi je začel nekako tako, 3 leta nazaj sem delal v vaši šoli vožnje, pa sem nehal, pa mi imamo pač to evidenco, malo vodimo te zadeve za znamke in se šel pogledati in ja, ta zgodba, ne, 40 ur je naredil, 2-krat je šel tudi na vozniški izpit, imamo tudi opomnike, pač siluje in smo rekli, v redu, pa pojď sam, ne bo šlo. In potem se je seveda skregal, ampak enostavno danes vozniški izpit je za večino nuja, sploh pol, ko začnejo službo iskati, ali pa, bom rekel, se začnejo odpirati napram svetu, vidijo, da rabijo vozničko in se spet vrne. Tako da to je nekako začaran krog in vsak mora nekako iti skozi ta proces do konca, do finala. Ja, mogoče bi lahko rekli, da je nekako tak še nek dodaten izpit odraslosti, ta izpit, pa družbeno je skoraj nesprejemljivo, lahko rečemo, če nimaš izpita. Ne. Mislim, tle sem zelo grobo rekel, ampak se mi zdi, no, da že vsak skoraj pričakuje, da boš znal avto voziti. Ja, če izhajamo iz nekako ruralne pozicije, ker nam se dogaja, rečemo, mi pokrivamo, moja šola vožnje pokriva več področij v Sloveniji, več mest in zanimiva situacija je, da bolj, ko gremo proti glavnemu mestu, rečemo Ljubljani v tem primeru, manj imajo mladi interes narediti vozniški izpit in tudi manj ga rabijo, kar je res, ker oni, tisti, ki je doma v centru Ljubljane, načeloma imamo dober javni prevoz in tudi službo na dosegu roke. Medtem ko, če je pa nekdo z gori na Gorenjskem, ne, pa rabita, ali pa z Mojstrane, pa rabita vozniški izpit. Pa tudi njegovi starši, ne. Pa da ga ne vozijo. Sigurno, Tako. sigurno, ne. In je motivacija mnogo večja. Zato rečemo tudi opažamo, da je tudi s temi kandidati lažje delati. Motivacija je tisti ključ do uspeha. Mogoče motivacija, kaj pa to recimo, da bi lahko rekli, da ne vem, če si lih omenil Gorje, da tam mogoče, da se pozna to, da so mogoče že kdaj prej vozili. Se to kaj pozna? Ja, se. Je razlika, bom rekel, med ruralnim prebivalstvom pa urbanim v motoriki. Ker čeprav tudi to zginja, tudi z vasi v bistvu zginja ta občutek, ker jaz se spomnim, mi, ko smo bili mulci, ne, smo vozili malo mopede, pa tako, pa tudi, kar bom rekel, brez izpitov, malo po vasi, pa to, ali pa tudi si že videl kakšnega kolega je doma, rekel, staršev ni bilo doma, si sposodil kakšen avto, pa je šel kakšen krog, danes tega ni. Ja. Že zaradi strogih kazni, potem tudi zaradi nezainteresiranosti mladih, ne, ker včasih smo si bolj želeli vozniški izpit, danes, ko gremo malo anketirati ljudi, dostikrat jih starši prijavljajo, kar je zanimiv paradoks, ki se dogaja v zadnjih letih, da čezdalje več klicev, mailov imam strani staršev, da se oni zanimajo in oni prijavljajo svoje, bom rekel, hčerke ali sinove. Ja, se to je kar moderen problem, se mi zdi, da mama hotel je težava. Ne samo, bom rekel, pri vožnji, pri šoli vožnje, povsod. Borut, jaz sem si tle pripravil v bistvu en CPP test iz pol, ki sem jih našel po internetu, pa zdaj predlagam, da mogoče se sprehodiva čez kakšna vprašanja, pa rešiva, pa malo pokomentirava. Jaz bi mogoče kakšno bedarijo ven butnil, pa me lahko popraviš, malo okaraš, pa pogledamo. Se pravi, ti vidiš zadevo, ne? Ja, Okay. No, recimo prvo vprašanje, ne?
kaj je značilno za mlade voznike mopedov? To sva lih prej govorila o voznikih mopedov, ne? Vedno sprejemajo zrele in odgovorne odločitve. Ne? To definitivno ni res. Podcenjuje tveganje ter izkorišča majhnost in okretnost vozila. Tle bi se jaz mogoče strinjal, pa ne strinjal. Pa mi povej tvoje mnenje. Izkorišča majhnost in okretnost vozila. Se to je po eni strani dobra stvar, ni res? Mislim, navadiš se mopeda, malo ga znaš vrteti. Ja, moped ima svoje pluse in minuse, ne. Zdaj, ker izkoriščajo majhnost in okretnost vozila, ja. S tem je verjetno mišljeno to, da švigajo vmes med vozili v križiščih in se malo rivajo, ne. To je tisti negativen vidik. No, pa mogoče pozitiven, če se pohecamo, ne. Ja, pozitiven pa je, da lahko ravno zaradi tega rešijo situacije in se izognejo in bi rekel, to je tudi vaja, rečemo poligonska izogib povedi, ko učimo te nadobudne mopediste, na kakšen način, ko jim nekdo zapre pot, rešijo situacijo. Če lahko rešijo, če se imajo kam za izogniti, da gledajo v smer rešitve, kaj naredijo na zavori, kam je usmerjen pogled, bi rekel, to iz tega ven izhajamo, ravno zaradi majhnosti in okretnosti vozila se da rešiti situacijo, ker nekaj je, ne, to je v bistvu že tudi tem malim povem, ne, da oni se v bistvu ne smejo zaleteti, da ni varianta, zaletijo, ker bojo odnesli takrat, ko, ne, so šibki člen na cesti, ne. Ja, in ker voznik v avtu ne bo poškodovan, oni so pa lahko fejst, ne, tako da morajo vedno razmišljati defenzivno in tudi čez zeleno luč v bistvu nikoli ne smejo iti samo s pogledom naravnost čez, ne, ampak vedno tisto, da se gas pusti, pogleda levo, desno in pričakuje najhujše. Mhm. No, to je res, ja. Vozi zelo previdno in počasi, pa jih ne bi rekel, no. Cool. Pol veva odgovor, ne. Veva odgovor in to je srednji odgovor, bi jaz rekel. Ja. Kaj storimo, če vozilo dlje časa za nami vozi na premajhni varnostni razdalji? Opozorimo ga z vklopom varnostnih tripalk, na primernem mestu ga spustimo mimo, večkrat na kratko zaviramo in klopimo zadnjo meglenko. Jaz bi tle definitivno dal zadnji odgovor. Ja, če imaš zavarovan avto in sebe dober, ne, Ja. potem bi lahko še malo po zavori stisnil, ne. To je bilo včasih zelo trend, kakih 15 let nazaj, ko še niso toliko preverjali, bom rekel, te opornice za vrat, ne, so ljudje na ta način služili kar dobre odškodnine, ne. Zdaj se pa to ne dela. Več, tisti najpogumnejši tega ne uporabljajo več, te metode zagotavljanja ustrezne varnostne razdalje. Kaj pa, so kakšni primeri še danes, se opravičujem, recimo, da se zgodi, da bi čistko preblisk, da se en rikvert zapelje in butne unga in pol je kriv tisti, ki je recimo, naj bi bil vedno zadnji kriv, ne? Tisti, ki se v rit zaleti nekomu. Razen, če ni drugače, razumem, ja. zastopaš. Da bi se to recimo za zavarovalnice počelo. A je kaj teh primerov mogoče, poznaš kakšno? Zelo malo. Tega je zelo malo. To bi mogel več ali manj na kakšnega zavarovalnega agenta ciljati s tem vprašanjem, ampak tako, kot mi zaznavamo v prometu, teh zavarovalniških goljufij takih zelo malo. Pa se mi zdi, da tudi mogoče vpliva to na to, da je danes veliko prometa snemanega, ne? Se mi zdi. Ja, ravno o tem sem razmišljal zdajle. Ogromen je že vozil in parkirišč pod kamerami in javnih cest. Čeprav zanimivo je pa pol, ko gre človek to reševati. Rečemo, kakšne praske, vandalizem na parkiriščih, pa to so pa te kamere vedno nekako čudno postavljene ali pa ne delujejo. Potem tudi slovenska zakonodaja je malo hecna, rečemo ruska je čisto drugačna, ne, da pač te dashboard kamere, ne, na vozilih so, bom rekel, nekako na pol legalne v Sloveniji. Čeprav jaz rečemo ne vidim pri tem problema, ne. Nekateri se jih pa zelo branijo, ne, pa bi se s tem mogoče marsikatera zadeva razčistila, ne, če bi bilo več tega, ne. Kaj pa mogoče recimo, da bi imeli recimo avtošole neke kamere, pa bi se recimo pol nazaj prevrteli, pa bi pokazal kandidatu. Ste o tem tudi kaj razmišljali? Ne razmišljali na tem, saj jaz osebno kar intenzivno delam zadnji čas s tem predlogom, to rečemo imajo v naši soseščini Hrvati. Hrvaške šole vožnje imajo na izpitnih vožnjah nameščene kamere, ravno zaradi primera ugotavljanja ugovorov oziroma vsebine. Če je pač ugovor na mestu, grejo pogledati videoposnetek. In ravno to zdajle pri spremembi zakonodaje je moja ideja, moj predlog, da bi se to na nek način preneslo tudi v slovenski prostor. Saj CPP se mi zdi, CPP pač, cestnoprometni predpisi, se mi zdi, so zelo gibljivi, se mi zdi, da se kar konstantno nekaj spreminja, ne. In te, če se zdaj dotaknemo teh sprememb, ne,
pa gre mogoče lahko na rondoje še preskočiva. Se mi zdi, da rondoji recimo so že kar nekaj časa zdaj, recimo že 10 let so kar del slovenskega prometa, pa se mi zdi, da še zdaj doživimo marsikero težavo, probleme. Jaz tudi velikokrat sem malo živčen, ne, če tako rečem, nad kakšnimi ljudmi, ki boh ne daj, da bi šli na notranji pas recimo in tako dalje. Ja, s temi rondoji se tudi da diplomirati iz pogovora, ne? Ker pač je zakonodaja, čeprav kdo temu oponira, precej na široko zapisana, ne? Če gremo brati pač tisti člen, ki govori o rondojih, je res, da pač voznik, če ni prvi izvoz, pa če je večpasovni rondo, gre na notranji pas, ne? In potem spet zunanji in zapušča, rečemo na drugem ali pa na tretjem izvozu rondo. Vejica, razen če je rondo manjšega radija, vejica, razen če je vozilo predimenzionirano, govorimo rečemo za šleparje, za avtobuse, za avtomobile s prikolco. Vejica, razen če prometna situacija tega ne omogoča. Imaš povedano, če je gužva v rondoju, ne? Torej, to pa omogoča oziroma razširja prostor za diskusijo oziroma za debato zdaj, kaj je prav, kaj ni prav, ne? Kdaj, v kakšnem primeru je rondo dovolj velik, da lahko izkoriščamo notranji pas? Rečemo, na to vprašanje mi zadnjih 15 let noben od prometnih strokovnjakov ni odgovoril napisno. Ko ga pokličeš, rečemo tudi te konstruktorje rondojev, ne, z radijem rondoja dotičnega, pa rečeš, a mi lahko poveste, a je ta rondo po vašem dovolj velik, ali je sodi med tiste manjše rondoje, po telefonu ti marsikaj povedo, pa rečeš, joj, bi mi lahko tole sam še na mail vrgel, joj, od takrat naprej pa več dopisovanja ni. Tako da, tle je to problem glavni, ker mi nimamo točno določeno, kakšna je res tista pravilna vožnja. Pa spet je tukaj le, jaz bi sam na en aspekt upozoril pri teh rondojih, ker tudi nas, rečemo, mesec dni nazaj sem dobil en jezen mail, ne, kakor češ, kako vi učite v avtošoli, peljal sem za vašo avtošolo, to in to registrska tablica in ščupter je bil v avtu in cel rondo so vozili po zunanjem pasu in ga zapustili na 3. ali 4. izvozu. Katastrofa, ne, kako lahko to učite, to je za prijaviti. In dejansko je tudi v zgodovini naše šole prišlo 2-krat na prijavo na policijo zaradi tazga učenja na rondojih, sicer policaji so se malo haklali, ko so prišli, ker pač po uradni dolžnosti morajo priti pa vzeti izjavo, zakaj smo vozili narobe, ampak pa mi to razložimo, da pač gre v vozilu za kandidata, za voznika, da ko kandidat prvič gre v rondo, ne more kar tako pa se omenjati, ker bo pomedel sosedna vozila, ne? Ker učitelj zraven ni vse mogoče, ne? A veste, to govorim za širše občinstvo zdajle, ki boste gledali. Rondoji so izjemno zapleteni za učiti, izjemno stresni, ker v bistvu to je rondo, to je krožno križišče, ne? In ti moč, tam se, problem je, ker se mrtvi kot se poveča in je velika nevarnost med tem, ko boš ti držal volan rahlo zavit, pa ko bo kandidat pogledal bočno, da bo avto zaplaval in to je lahko karambol. In mi smo to primorani postopoma usposabljati. Pomeni, da ko kandidat gre parkrat skozi rondo lepo po zunanjem pasu, pa ga lepo zapusti, pa drži linijo zavoja, šele potem mi kot učitelji vožnje rečemo, no, zdaj boš pa malo tudi pas zamenjal, ne, ker to ne gre, to je tako kot učenje plavanja, ne moramo takoj kravla zaplavati, ne. Tako, točno to je. Kaj pa rondo recimo na Tomačevem, kaj pa se ti tam zdi? A je to sploh, slišal sem, da baje mnogo okoli Slovenije ni tazga križišča oziroma rondoja, če sploh to je rondo. Ali je to več semaforiziranih križišč? Ta rondo je še vedno rondo. Ta rondo pred rekonstrukcijo, preden so gor postavili te tako imenovane pametne semafore, ki imajo zanke, je bil kar katastrofa. Sploh za učenje. Tam smo imeli pravilo, pa se je vedno resnično, da vsak petek tam poka, a ne. Tako da rečemo, mi v petkih popoldan sploh nismo upali na ta rondo, ker je res vsak petek pokal. Potem, ko so začeli graditi Stožice, smo rekli, tole bo pa katastrofa, ampak k sreči so te, bi rekel, konstruktorji razmišljali o širšem prostoru in so rešili zadevo. Tako da, če gledamo današnji promet, je mnogo večji, sploh takrat, ko je neka košarkarska tekma ali pa nogometna tekma, ko se naenkrat usuje na ta rondo
tudi po nekaj tisoč avtov v tisti uri, ne, zelo lepo požira. In je tako, ki je trenutno skonstruiran, bom rekel, kar maksimalno dobro skonstruiran. Je pa res, glede na svojo velikost, pa pretočnost, pa bom rekel kapaciteto, je pa to en tistih kraljev rondojev daleč naokrog, ne, ampak če gledamo pa malo v svet, je pa to dosti pogost pojav, da so rondoji semaforizirani. Tako da pod črto z rondojem Tomačevo ni nič narobe, če gledamo pravočasno razvrstilne pasove, če upoštevamo semaforje, pa če upoštevamo talne označbe. Aha, sekanje, ne? To pa je klasika. Ja. Pa sem slišal že od par ljudi, da so tudi tam recimo napake delali na glavnih vožnjah, pa menjali. Ja, še vedno je problem na glavni vožnji zaradi pač stresa, zaradi tistih nenadnih odločitev, ki so ponavadi narobe na izpitu, a ne? Ampak še vedno neprimerno manj padcev, pa manj napak, kakor pri prejšnji različici rondoja. Ker takrat, ko je ocenjevalec v tistih časih peljal kandidata na rondo, sem se saj jaz v mislih vedno prekrižal, pa sem rekel, saj bo. In ni bilo vedno. Razumem, ja. Kdaj pa je sploh bilo to brez semaforja? Koliko časa je bilo to brez semaforja? Se pa ne spomnim niti. Zdajle bom na pamet rekel, ampak mislim, da je tole zdaj kakih 10 let nazaj so rekonstrukcijo naredili mogoče kakšen let manj, ampak glede na to, da leta hitro tečejo, vsaj za mene, bom kar vztrajal pri tem odgovoru. Recimo, ko se pogovarjamo o učiteljih vožnje, kakšen človek mora to biti, pa ti kot direktor podjetja, ne, Avtošole Šmarca, kako zbiraš kandidate oziroma kakšen človek to mora biti? A mora biti to miren človek ali mora biti nekdo, ki takoj živčen rata, da ne vem, hitro reagira, kaj jaz vem? Povej. Ja, bom rekel, v prvi vrsti mora biti flegmatik, pa ne preveč, ne, kajti ne smemo biti vseeno za stranko oziroma v tem primeru za kandidata, mora biti umirjen, mora imeti jeklene živce, mora biti dovolj pedagoga, mora biti empatičen, da se vživi v vlogo kandidata, ker to je tisto, ki gre k rešitvi, a ne. So pa te profili zelo redki. Jaz imam v zadnjih letih precej velik problem najti mlade, bom rekel, nadobudne ljudi, ki so pripravljeni vstopiti v ta poklic. Tako da, ja, je izziv najti človeka, ko ga pa najdeš, je pa to potem res tisto užitek gledati človeka, kako raste, ker da postaneš dober učitelj vožnje, rabiš kar nekaj let izkušenj, a ne. Imam pa srečo, se pravim, jaz lahko zase rečem, da imam super ekipo in sem jo uspel v zadnjih 5 do 8 letih precej pomladiti, no. Koliko je voznega parka? Koliko je voznega parka? Mi imamo cirka 25 vozil, vedno ima plus 1, 2 gor dol, ker so še v rezervi, tako da nas je ekipa dobrih 20 učiteljev in učiteljic vožnje, potem je tukaj še malo backup kadra, ne, računovodja in tako naprej. Ampak ja, ta ekipa je zdaj kar dosti kompaktna, vsako leto nas je več, ampak ja, zadeva ne gre kar eksponentno zaradi človeškega faktorja, ker vedno vsak človek, ki pride v to ekipo, rabi nekaj časa, da vzklije in da raste. Pa recimo, ti, ki bom vprašal tako, če bi ti zdaj zaposloval, a se greš ti s tem človekom tudi kaj voziti ali on pride na razgovor pa pove, pa ga vzameš? Mi imamo tako, no, jaz imam permanentno povpraševanje po kadrih, pač jih iščem na dolgi rok, ker pri meni v povprečju traja kakšno leto in pol, od prvega razgovora do trenutka, ko podpiše pogodbo o zaposlitvi. In to tako nekako izgleda, da ko me človek pokliče, jaz bi bil pa učitelj vožnje, pa rečem, najprej preden izraziš to željo, da bi bil, daj se bo usedla, pa ti bom najprej vse pluse pa minuse povedal, povem pač po pravici, vse kaj ga čaka, zaradi tega, da potem kasneje ni, jaz tega nisem vedel, ne. In potem po tem prvem razgovoru jih itak pol ne pokliče več. Druga polovica jih pokliče in potem reče, no, zdaj gremo pa, ti bom napisal en delovni nalog, pa se boš lahko en dan ali pa 2 malo usedel zraven učiteljev vožnje. Vprašaš jih lahko vse, kar se bo izreklo, bo med vami in potem tudi te učitelji vožnje povejo tako, kaj je, brez direktorja, ne, spet pluse in minuse. In potem šele v tretjem krogu
se spet usedemo na kavi, če seveda je še pripravljen sedeti se z mano oziroma se pogovarjati, glede na to, kaj je vse slišal. In potem se šele zmenimo za usposabljanje, kako bo to teklo, kdaj si lahko obeta in tako naprej. Tako da ja, vsaj 3 krogi so. No, zanimivo. Mogoče, če kdo je kdaj razmišljal o tej poti poklicni. Zdaj bomo pa tlele prišli na en video, ki smo ga dobili v režijo, mislim v redakcijo, ki pa ti igraš harmoniko. Tako da dajmo si ga zdaj pogledati. Pa prva stvar, ki me zanima, kdaj si postal brez las? To je prva stvar. Ja, ker sem začel učiti v avtošoli, sem začel izgubljati lase. Aha, to. Ok, lepa. Ja, nekako klih se upada, zdaj za česa, ne vem, ne, ampak malo genetsko, malo pa tudi, bi rekel, zaradi skrbi, ampak bolj genetsko. Dej, kaj pa je sploh to, kar smo zdaj gledali? Kaj je to za en video, ki smo ga dobili mi v redakciji? Tole je pa iz kakšnega nastopa. Jaz sem do svojega 18. leta zelo intenzivno nastopal na tekmovanjih za diatonično harmoniko. To je bila od enega 12 leta moja strast. Kar nekaj ur na vsak dan je minilo v igranju harmonike in jaz sem živel takrat za to, da sem hodil na tekmovanja in dosegel rezultate. In po celi Evropi sklepam. Ja, po tisti Evropi, ki to muziko posluša, podpira in kjer se dogaja tekmovanja. To je bolj ta alpski, podalpski svet. Kje pa recimo je? Aha, no, tako je. Kaj pa, se pravi, kakšna Avstrija, Nemčija, sklepam? Avstrija, Nemčija, Italija. Švica, kaj še? Kako? Švica. Ja, deloma, ampak v manjšem delu, pač kar se tiče tekmovanj, so bili močne predvsem omenjene države. Ostale države se tudi poslušajo to glasbo, ampak mene so zanimala bolj tekmovanja. Nagrade, pokali, tekmovanja, nazivi, to je bilo to. Ampak kako pa sploh? Me je sploh to fasciniralo. Ja, kako pa sploh tekmuješ v diatonični harmoniki? Mislim, kaj se ocenjuje? Se tehniko, vrsto, ne vem. V osnovi težavnost skladbe. So določene skladbe, ki so rangirane, potem izvedba, potem nastop, bom rekel, vizualizacija. Vse to se mora nekako poklapiti. Potem pa dosežeš višje število točk. Kam pa spada recimo na Golici, če slučajno veš, med bolj zahtevne, manj zahtevne? Nekje v sredi, če jo zelo dobro zaigraš. Aha, zastopam, ja. Če tako, kakor mora biti. Ja. Kaj je tvoj največji dosežek na teh tekmovanjih v igranju na diatonično harmoniko? Ja, dosegel sem kar največ, kar se je dal. Evropski prvak sem bil in pa tudi svetovni prvak. Evropski prvak sem bil absolutni, to pomeni v vseh kategorijah tisto leto starostno, ker to pač pove po starostnih kategorijah. Ok, pri svetovnem mi je pa malo zmanjkalo, pa nisem bil absolutni, ampak sem bil pa samo v svoji starostni kategoriji. In to je bilo to, po tistih nazivih, to je bilo leta 1999, nekje 2000 sem bil nekje na prelomnici, kaj zdaj naprej, ali ustanoviti ansambel, pa iti, bom rekel, po tej poti profesionalizacije, ne. Jaz sem se odločil, da neham in da grem drugam. Pač druge stvari so me zanimale, nekako sem odložil harmoniko v kot in potem je bila naslednja stopnja v bistvu šola vožnje. A si mogoče kakšen ime takrat že izbran za svoj bodoči ansambel? Če se ga mogoče spomniš? Takrat so bili popularna imena, ne, po imenu in priimku glavnega oziroma vodja benda, ne. V tem primeru bi bil ansambel Boruta Žagarja. Tako, ali pa lahko pa mogoče ansambel Šmarca bi tudi bilo. Mogoče, čeprav takrat Šmarca meni ime ni nič pomenil. Tudi oče, da od takrat,
ki je začel za avtošolo, je dal čisto na ključe ime Šmarca, ker je imel prvo pisarno v Šmarci doma v kleti, spodaj dol. V garaži v bistvu, ne je začel. Zastopam, ja. Ja. Aha, no tako torej. Da mi še povej, kje pa so bila ta tekmovanja v svetovno prvenstvo, kje je to bilo sploh? Obakrat je to bilo v Italiji, zanimivo, ne? Pač Slovenija takrat ni imela, Italijani so se nekako to licenco prisvojili in evropsko in svetovno prvenstvo je bilo v Italiji. Evropsko je bilo hele za majo. Kako? Kje je pa razlika? Verjetno so bili več ali manj isti tekmovalci na evropskem in svetovnem, ali je prišel tudi kakšen Venezuelc Freitonrca špilat? Ne, egzotov nekako ni bilo. Ok, se je bil kakšen Španc, ker je bilo zanimivo. Drugač pa bolj Nemci, Avstrijci, največ Slovencev, pa tudi bom rekel vse titule skoraj, kar je bilo možno pobrati, smo pobrali Slovenci vedno. Tukaj se je videla pač kvaliteta, da mi smo šli, rečemo, saj jaz osebno, jaz govorim, pa verjetno tudi ostali, mi smo šli v Avstrijo pa v Nemčijo bolkane nagrade pobirati. Pomem, tam je bil pač malo več premije je bilo, pa bilo je zelo lahko zmagati. Tako da smo si kar malo potalali med seboj. No, jaz sem ta vikend tja, da ne iti ti. Tako da se je vedel, ne, kdo bo kam šel. Tako da z tisto lokalno konkurenco smo mi kar hitro pomedali. Medtem ko med sabo smo imeli pa kar hude boje. No, bom rekel tako. V vsaki generaciji je bilo par bom rekel, hudih harmonikarjev, ne, in nikoli se ni vedel, kdo bi imel dober dan, kdo bi imel slab. No, pa če sem imel enkrat srečo, ne, prav od leta 1999, in sem imel izjemno dober dan, in sem pač takrat tako odšpilal, kot se temu reče, kakor nikoli prej, pa nikoli pol. To je podobno, kar rečemo Franci Petek na svetovnem prvenstvu v skokih. Pač takrat je imel dober dan, pa ne več. Zastopam, ja, pol pa to malo mini. Ja. Dobro, čestitam, ne, za te titule, pa za uspešno vodenje podjetja, pa da... Mogoče deva zaključiti z vprašanjem, kakšni so pa cilji za naprej? Boš mogoče še kdaj harmoniko v roke prijel, ne vem, boš Šmarco razširil še na 50 učiteljev, kakšni so plani v življenju za naprej? Gledam na svojo osebno raven, jaz vedno zdaj v zadnjih letih rečem nikoli in reči nikoli, ne. Tako da za harmoniko verjetno ne bom še kdaj prijel. Kar se tiče podjetniških ciljev, je pa tako, ne, cilji so precej visoki, pri meni vedno bili, zaradi tega, ker če si zastaviš visoke cilje, potem nekam pluješ, ne. Pa zelo hitro zadovoljen z majhnim, pa potem ne pluješ nikamor. Zdaj ta trenutek v naslednjih letih mislim delati na ekipi, na zadovoljstvu, ker zadovoljstvo zaposlenih se odraža potem na rezultat. To sem ugotovil v zadnjih nekaj letih, da je to. Firma nisem jaz, ne, ampak so firma moji zaposleni. Tako da bolj kaj ne na tem mislim delati, kam bo šla pa potem številka, pa niti toliko ni pomembno, ker kvaliteta je vseeno bolj pomembna, kot pa kvantiteta. Mogoče res, ja, da ljudje bojo rekli, te pa res v 20 urah naučijo. Karikiram, ne? Boljš to, da imaš 50 učiteljev po Jesenicah. Dobro, nič, hvala ti lepa in se vidimo, slišimo. Hvala, čau. Srečno.